Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi gledalke in gledalci, zgodbo o ognjišču bomo zdaj nadaljevali tam, kjer se začne, ko pride v Ljubljano in konča, ko gre znova spet v vaše nabiralnike. Smo v tiskarni Set v Ljubljani na obrobju prestolnice in prav lepo pozdravljam direktorja gospoda Iva Guliča. Pozdravljeni. Dober dan tudi vam. Gospod Gulič, smo pod vašo streho, ki je velika, pa ne samo zaradi ognjišča, ampak zaradi vsega dela, ki se pravzaprav tule rojeva, ste eni največjih. Ja, kar zadeva, bom rekel, tako imenovani hit set, smo eni praktično največji v Sloveniji, kar zadeva komercialni tisk. Zaposlujemo oziroma pri nas dela cirka 200 zaposlenih. Imamo 3 tako imenovane hit set rotacije, na dveh od njih se seveda tudi tiska ognjišče. Na drugi lokaciji imamo potem še eno hit set oziroma semi-commercial rotacijo in pa tako imenovano klasično časopisno rotacijo, na kateri tiskamo časopise. Dejal sem, da smo v Ljubljani, kjer se zgodba samega časopisa, same revije, tistega, kar lahko primeš v roko, nadaljuje. V Kopru spoznali smo že v prejšnjih dneh, kako revija nastaja, kako je z vsebino. Potem ta vsebina pride najprej verjetno do vaših računalnikov, ampak to bova zdaj preskočila, ker sva pri papirju. Tole, kar naj zdaj obdaja, so ogromne bale papirja, če vidim prav, vsaka po več kot 1,5 tone. In tole nekaj s Finskega je prav ognjišču namenjenega. Tako je. Pogovarjava se o papirju Gallery Bright, proizvajalca Sapi. Značilnosti tega papirja so, da gre za večji volumen in pa večjo belino papirja, kot jo imajo pač ostali, bom rekel, nekje standardni papirji. Seveda se najdejo tudi bolj beli, ampak očitno so s tem papirjem, bom rekel, naročniki in pa uredništvo ognjišča najbolj zadovoljni. Kako dolgo pa traja, gospod Gulič, ta zgodba vaša ljubljanska? Se pravi, od vsebine, ki se recimo v skoraj končni obliki dobi pri vas in potem do revije, ki izide. Kako dolgo recimo tiskate ognjišče? No, mi imamo z uredništvom dogovorjene roke, ki se jih, moram reči, pridno držimo. Tukaj pokažemo, mislim, da se bodo strinjali odgovorni v uredništvu tudi neko mero fleksibilnosti, ki je pač tudi potrebna. Mi prejmemo, bom rekel, 2 dni pred, bom rekel, koncem podatke, PDF datoteke, samo vsebino iz uredništva, potem se pri nas napravimo montažo. Ta montaža se potem točno v taki obliki, kot je narejena revija, potem pošlje zopet nazaj v uredništvo, kjer se pač zadeva pregleda, potrdi in ko je zadeva potrjena, se ti PDF-i oziroma te montaže osvetlijo na plošče. Potrebne so za vsako polo, skratka imamo pač 4 plošče, se pravi za 4 osnovne barve, cian, magenta, yellow in black. In potem, ko so te plošče osvetljene, se se vpnejo v stroje. Za sam tisk, se pravi, bom rekel, od začetka, ko so, se pravi, samo pripravo, potrebujemo od začetka pa do konca potiska pol približno, se pravi, za obstoječo naklado, ki je še vedno za videnje vredno visoka. Potrebujemo cirka 10 ur, potem potrebujemo še cirka 2 uri, 3 ure za tisk ovitka, skratka, natiska se v svežnje in potem gredo te svežnji na revijalke, kjer zopet potrebujemo cirka 10 ur da spnemo v bistvu vse pole skupaj z ovitkom v eno formo, potem gre to po verigi do rezalnice, kjer se obreže na format in zopet v svežnje in te svežnji se potem postavijo na paleto, ovijajo, zaščitijo z vogalniki in odpeljejo na distribucijski konec, se pravi na delo prodajo.